Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Upam, da ste si vzeli čas, namreč vredno je. Gost, ki ga danes gostimo, bo morda odigral zelo pomembno vlogo v življenju nas vseh. Čisto vseh. Z nami v studiu je dr. Milan Zver. Predstavljam ga sicer kot človeka, kajti v teh oddajah ne bova govorila o politiki. Seveda se je bova dotaknila, kolikor je nujno potrebno, ampak samo toliko in nič več. Namreč gospod dr. Milan Zver je kandidat za predsednika države na jesenskih volitvah. In seveda ni vseeno, kakšnega človeka izberemo. In zato seveda sem zelo vesela, da se je odzval mojemu vabilu. Pozdravljeni, dr. Zver. Dober dan. Poglejte, prav zaradi tega sem tako zelo vesela, namreč, da bomo izvedeli, kdo ste kot človek. Namreč, kaj počnete politično, si da prebrati na vaši recimo spletni strani, vaš življenjepis, kjer je pravzaprav funkcij in vsega toliko, da bi pravzaprav porabila polovico oddaje, skoraj, če bi jih samo naštevala, če malo parafraziram. To je ena stvar. Zanima me dejansko, kdo ste kot človek, kaj počnete, kako razmišljate, ne nazadnje, kaj nam boste lahko ponudili. In seveda še nekaj. Predno začnem, to je spet za naše gledalke in gledalce. Na ta prvi dan, torej predvajanja te oddaje, ima dr. Zver rojstni dan in to praznuje 50-letnico. Čeprav je ta oddaja posneta, kar je seveda jasno, da za svoj rojstni dan ne bo dr. Zver z nami, ampak bo pač tam, kjer so njegovi dragi, vseeno iskrene čestitke in še dolgo, dolgo uspešno pot. Hvala lepa, hvala najprej za čestitke in seveda tudi za povabilo. Je kar težko vprašanje ste postavili za uvod. Kdo sem? Odkot prihajam? Torej, privekal sem točno 50 leti v ljubljanski porodnišnici. Takrat mi je mamica rekla kasneje, da je zdravnik dejal, no, pa smo dobili še enega krepkega državljana. To je bilo v ulici Stare Pravde. No, po kakšnem letu smo se potem preselili na Štajersko. Oče in mama sta kupila blizu mojih starih staršev še eno hišo, kmetijo. Tudi stari starši so živeli na kmetiji, na mehni kmetiji. No, moja starša pa se spoznala v Ljubljani, tam konec 50-ih let. Oba sta službovala, oba sta delala. In potem smo se preselili na Štajersko in oče si je tam najdel službo v opekarni, mami pa je bila več ali manj doma. Je tudi sezonsko pomagala v opekarni. Tudi jaz, ko sem že hodil višje razrede osnovne šole, sem v počitnicah hodil delati, tako da je delo tako kmečko kot tudi ono drugo industrijsko, kar preželo mojo mladost. V Destaniku pri Ptuju, tam sem obiskoval tudi osnovno šolo, na Ptuju v gimnazijo, fakulteto za družbene vede pa seveda sem obiskoval v Ljubljani, deloma sem pa nekaj mesecev študiral tudi v Gradcu. To je nekako tak kratka pot. Dr. Zver, poglejte, takole na kratko ste povedali, ali lahko rečeva, da vas je dejansko to življenje na deželi na kakšen način zaznamovalo? Ali morda z neko večjo širino, ali pa morda z nekim drugačnim odnosom do življenja, do narave? Kaj bi lahko opredelili? Morda. Ta stik z naravo mi danes zelo primanjkuje, da komaj čakam, da pridem domov, grem tudi kaj postoriti okrog hiše. Pa tudi nek splošni odnos do dela. Jaz sem moral celo življenje kar pridno delati, tudi v mladosti. In se mi zdi, da je to največ, kar ste mi lahko starša dala, ta pozitiven odnos do dela. Težko živim v brezdelju, recimo. Ja, po drugi strani pa mi je to po eni strani tudi pomanjkanje na deželi, me je tudi nekako vleklo, inspiriralo, da bi spoznal še kaj več. Res je, da smo mi živeli v Slovenskih goricah, ker je relativno takrat je bila kar precejšnja revščina, recimo precej zaostali kraji so bili v primerjavi z urbanimi središči ali pa večjimi mesti, ampak vendarle smo imeli med prvimi televizijo, da o radiju ne govorim, in nekoliko bolj sodoben način življenja, kot je bilo sicer značilno za vas. Tako da bi rekel, je moja socializacija kar normalno potekala. V Destaniku oziroma na deželi v otroštvu nisem veliko izgubil.
Mogoče sem bil še bolj zaradi tega, ker smo v relativnem pomanjkanju živeli, bil lačen česa boljšega. Ne? No, sej, če recimo pogledamo vašo življenjsko pot, univerzitetni diplomirani politolog, univerzitetni učitelj na Mariborski univerzi, seveda vmes magisterij, doktorat, potem delujete v službi, v službi ste v Evropskem parlamentu kot poslanec SDS, avtor več knjig, dejansko, se pravi, ta intelektualno delo vam verjetno zelo veliko pomeni. No, zagotovo, ne, in tudi to delo v razredu, ne, ali študenti, dijaki, učenci, s komerkoli, mi tudi veliko pomeni, me bolj privlači, recimo, kot politika, ne. Tako, če bi imel možnost, ali pa se želim si na stara leta, recimo, bi se z veseljem vrnil tudi v razred, pa poskušal prenesti svoje znanje, pa izkušnje, recimo, na mlajše rodove, ne. Morda mi bo to uspelo, ne, želim si vsekakor. Delo v razredu je res nekaj fenomenalnega, na posebno poslanstvo, ko začutiš, recimo, da te poslušajo ljudje oziroma mladina, da te gleda, ne, da ne gleda skozi tebe, ampak res tebe in posluša. To je najboljši občutek in najboljša nagrada za delo, ne, od tehta denar, ne. Kaj pa recimo, če vas takole čisto naravnost vprašam, pa zakaj ste v politiki? Ali vam je treba? Politika me je mikala, ne, vsele, že od mladega. Politika sam po sebi ni nekaj slabega, ne. V osnovi je res to delo za skupno dobro, recimo, ne. Že z grške filozofije bi lahko politiko tako definirali. Res je, da se je potem na politiko vezalo marsikaj slabega, ne. Ampak neka osnovna politična kultura je tudi temelj za demokratičen sistem, ne. In ljudje bi morali imeti bolj radi politiko, ne. Bolj bi se morali tudi vključevati vanjo, ne. Če sami ne odločajo, potem nekdo drug namesto njih, ne. In v demokraciji imajo možnost, da odločajo, ne. Tako da jaz sem politiko gledal vedno bolj z te pozitivne strani, me tudi mikala in zato ni čudno, recimo, da poleg univerzitetne karijere, ne, imam tudi kar dobro politično kariero, ne. Ampak še enkrat pravim, če bi se odločil med politiko ali bi se moral izbrati eno ali drugo, brez nekih večjih tveganj, ne, bi seveda vzel rajši pedagoško delo. Zanimivo, ne, na vse zadnje, po drugi strani ravno demokracija je pravzaprav nekaj, s čimer ste se ukvarjali tudi v svojih diplomskih oziroma nalogah, dizertacijah, magistrski nalogi, vse pravzaprav na to isto temo. Ampak kaj bi lahko rekli o demokraciji? Namreč demokracija seveda, da je najboljši sistem do sedaj izumljen, pa vendar po drugi strani situacija kaže, da na nek način ali prihaja v krizo, ne vem, kaj boste vi rekli. Imate prav. Spet prihaja v krizo, je dokaj krhka ta hip. Ravno ta čas se mi zdi, da najbolj prihaja v krizo, ker finančna kriza je prinesla potem seveda posledice v gospodarstvu, tam krizo, potem v sociali, na ravni družbenega, ne, in socialnega življenja in je zdaj na koncu končala še na polju politike. In ta je najbolj nevarna, ne, zato ker kriza je takrat, kadar ljudje ne zaupajo več v neke temeljne politične vrednote ali pa inštitucije, kot so stranke, parlament, politika kot taka, ne. In običajno se na takem pogorišču lahko rodi kaj še slabšega, ne, kot je slaba demokracija, ne, kakšen avtoritarni in totalitarni sistem. To zgodbo pa smo peljali v 20. stoletju v Evropi, torej smo že doživeli in ne bi bilo dobro, da se ponovi, ne, še zlasti ne sedaj, ko je dokaj res vse krhko, ne, tudi inštitucije so slabe in ljudje zaradi krize pač izgubljajo zaupanje. Kdo pa me je navdušil za demokracijo sam po sebi? Jaz mislim, da je to prišlo iz študentskih let, ne. Se prej, kaj dosti o demokraciji niti nismo vedeli, ne, v srednji šoli, ko smo več ali manj verjeli v neke druge vrednote in pa postulate in inštitucije, kot je demokracija, ne. V študentskih letih pa je bilo vendarle veliko bolj odprto, vsaj študij, pri nas je bil kar dokaj odprt in liberalen. Moral sem narediti eno seminarsko nalogo za profesorja, dal mi je temo pojmovanje demokracije v katoliški politični misli pred drugo svetovno vojno in jaz sem dejansko takrat, ko sem seveda šel vnuk, začel listati katoliški tisk
in doživel resnično kulturni šok. Praktično me niso spravili stran od teh starih knjig, bukov, zbornikov in podobno. Ne. Takrat sem spoznal gosarja in recimo to pa je bil en taki klik, velik premik, ker nismo poznali ne politične zgodovine Slovencev tako podrobno, še manj pa demokratično politično misel. Ne? In v 20. in 30. letih je bila izjemno dobro razvita razprava o demokraciji. To so bili zelo turbulentni časi, takrat so ljudje razmišljali, v katero smer bo šel razvoj družbene, ali v demokratično, liberalno-demokratično pot, ali v komunizem, ali v nacizem, fašizem, ali kakšen drugi korporativni sistem. Ne? Vse možnosti so bile odprte, ne? In so se tudi vse možnosti prakticirale v tistih časih. Ne? No, šele kasneje je prišlo do neke ugotovitve, da je pa vendarle demokracija, ki temelji na svobodi posameznika, ena slabih, ampak še vedno najmanj slabih rešitev, ne, kot je dejal Churchill. In od tu potem moje navdušenje za demokracijo tudi kot teoretični koncept, ne samo za politiko. Ne. Poglejte, doktor Zver, vi se pravzaprav vozite z enega konca na drugega. To je res. In to z letali, z avtomobili, pravzaprav kako dejansko to zmorete? Imate tako veliko energije ali toliko volje ali vas žene morda kaj drugega? Jaz sem energetsko nabit kar precej, ne? Ampak se pa tudi vedno bolj utrujam, čeprav sem še relativno mlad. Ne? Pri Abrahamu si še relativno mlad. Občudujem pa nekatere moje kolege v parlamentu. Ne? Kot primer lahko povem, imam kolegico v Evropskem parlamentu, ki je stara 85 let, gospa Luling, in v času tega vulkanskega prahu, ko avioni niso poletali, je ona bila na Poljskem na nekem sestanku in je šla na avtobus in se pripeljala v Strasbourg. 24 ur je potovala, ne, z avtobusom. Nekateri poslanci takrat niso hoteli priti v Strasbourg iz protesta, recimo, ne, pol mlajši, recimo, ona pa ne. Tako vitalna gospa, res pravi zgled neke odgovornosti in delovnosti. Ne. Torej, ti ljudje so še bolj vredni občudovanja, ne, kot mi mlajši. Ne. Ampak odkrito povedano, ta potovanja so naporne. So več ali manj smo v zraku ali pa na cesti, ne, in naredimo ogromno kilometrov, ne, od enega dogodka do drugega. Ne. Jaz tudi po 1500 kilometrov čez vikend naredim. Ne. Včeraj sem bil na Štajerskem, zjutraj prišel na Krajinsko, potem zdaj grem spet na Štajersko, recimo, oziroma Prekmurje. Tako da že nastane veliko kilometrov in dogodki običajno niso skoncentrirani v eni regiji, tako da bi lahko jih lažje obdelal. Seveda, jaz ne kreiram dogodkov, ampak drugi ne. Glejte, saj tudi vaša družina je na nek način kar malo raztepena, ne? In pravzaprav, da jih obiščate vse, tudi potrebujete kar nekaj, recimo zic ledra, kot smo včasih rekli. Zdaj še posebej, ker so vnuki, ne, vnuki zahtevajo dedka, ne, da mora priti na obisk in seveda on komaj čaka, recimo, da to ampak postoji. Dedek se verjetno ne brani. Komaj čakam. Res je težko, ne. Zdaj, še zlasti zdaj, ko je to dodatno opravilo, dodatno delo. 4 dni smo recimo v tujini ali v Belgiji ali Franciji, ne. Potem prideš domov, v petek je itak pisarna, ne, uradne ure, potem so dogodki in za družino, tudi za soprogo, pa ne samo za vnuke, ostane zelo malo časa, ne. Je kar problem v tem smislu. Poglejte, saj ste na novo, na sveže, tako rekoč poročeni. Saj zato. Ali imate dovolj časa, oziroma verjetno bi rekla, da morate imeti razumevajočo soprogo, kajti imeti nekoga, recimo, ki ti je drag, ki ti je blizu, pa da pravzaprav nikoli ne veš dejansko, kje je najbrž tudi težko. To usklajujeva tako, da hodi z mano, recimo, na kakšne dogodke, jaz hodim z njo na njene dogodke. Dostikrat tudi pride v Bruselj, zasebno ali pa službeno, ampak vendarle to je vsekakor premalo, kot bi si oba želela, ne. Kaj pa recimo vaše šolanje? Je bil kakšen učitelj, kakšen profesor, ki je morda pustil
recimo globok vtis ali pa vas navdušil za kaj pomembnega? Ja, učitelji so seveda igrali zelo pomembno vlogo, ne, v mojem življenju, ki so bili neka velika avtoriteta. Danes imajo mladi ogromno takih zgledov ali pa avtoritet ali pa idolov, ne. Včasih jih je bilo manj, ne, in jaz bi omenil kar ravnatelja v osnovni šoli Destenik, ravnatelja gospoda Ogrinca. On je bil, nekako čutil sem, da me je imel rad, ne, kot učenca, da me je spodbujal, včasih je nadomeščal tudi pouk, pa njemu je bilo zelo, zelo prijetno, ne. Tudi ko smo šli na kakšna tekmovanja, tudi matematiki, jaz sem bil včasih dober v matematiki, kasneje v srednji šoli sem izgubil to ljubezen, ne, do matematike. Smo potem bili na nek način pohvaljeni, ne, in to učencu kar dobro dene, ne, da si nagrajen tudi z besedo, ne, kako drugače, ne. Zlasti še, če nisi recimo v nekem večjem centru, ne, če vendarle pobiraš neko pohvalo, morda malo bolj Bogu za hrbtom. Ali ste imeli občutek, da recimo, ko ste se vozili v šolo, biti vozač, da je to kaj drugače kot recimo tisti otroci, ki živijo v kraju svojega šolanja? No, zagotovo, ne, zlasti v srednji šoli, ko smo se vozili na Ptuj, smo bili skupina vozačev, mi iz podeželja ali pa s kmetov, kot so rekli, oni iz mesta. Takrat so bile kar precejšnje razlike, ne, tudi v, ne vem, oblačenju, v slengu, drugačna subkultura, bi rekli, pri mladih. Se kar poznalo, se mi zdi, da smo iz dežele. Danes so te stvari precej zakrite, ne, enostavno več, no, lahko rečemo celo, da je dežela postala in prostor, kjer lahko kvalitetneje živiš. Imaš praktično vse informacije, včasih si moral iti v mesto ali pa se preseliti v mesto, da si lahko kvalitetno živel, da si bil v središču recimo česarkoli, ne, kulturnega, medijskega, informacijskega življenja. Danes je to nepotrebno, recimo, ne. Narava, podeželje pa ti nudi še dodatno kvaliteto, ki je pa ti mesto ne. Tako da se je situacija verjetno obrnila, ne, ampak včasih smo se počutili manj, ne bom rekel, manj vredne, ne, ampak vendarle biti v mestu, ne, je pomenilo nekaj več kot se pripeljati v mesto iz podeželja. Poglejte, zanima me, ali ste zelo ambiciozni ali vam kar življenje nekako samo prinaša vse te izzive in se bolj odzivate na nje? Mislim, da je bolj slednje, mi kar prinaša, ja. Jaz sem, kar se tega tiče, lahko hvaležen vsemu. Seveda ne prinaša samo lepega, ne. Vsako stvar, če se jo lotim ali jo dobim, se lotim dokaj odgovorno in mi po drugi strani tudi vračam, recimo, ne. Tudi najmanjše stvari ali pa najmanjše vlogo, če jo prevzamem, poskušam odgovorno narediti. Tako da včasih imam bolj občutek, da se ne znam poveseliti, recimo, ne, ob kakšnem uspehu, recimo, ali pa kakšnemu dosežku. Sem ciljno usmerjen, to zagotovo, ampak ko pride neki cilj, potem vsej zase, lahko tako rečem, že nastaja naslednji cilj, ne? Namesto, da bi naredili veselico po prvem doseženem cilju, ne? In tako naprej, ne? V tem smislu sem malo, ne vem, preveč modern človek, mogoče proameriški, ali pa ne vem, kako bi temu rekli. Ste pripravljeni našteti 5 svojih dobrih lastnosti? Težko vprašanje. Morda z zrelostjo pride neka preudarnost, ne. Bi se rad premislim stvari, preden jih storim ali pa rečem. Včasih so bili časi, recimo, kot so rekli Srbi, prije štampa, nego što pomisli, ne. Ampak jaz se izogibam tega, ne. Preudarnost, recimo, bi bila ena taka. Rad sem tudi z ljudmi, ne. Ne vem, ne čutim neke distance do ljudi, še zlasti, če začutiš neko toplino, ne, v odnosu
je potem to neki poseben dar, ne? Tako zdravilno deluje, torej, bi rekli po domače ljudski, ne? Sem tudi strpen, ne? Sem pa včasih pa tudi človek zgubi potrpljenje, ne? Ampak ga kar krutim, recimo, te stvari. Tako da nisem eksploziven, recimo, ne? Ali pa to se mi zdi pomembno danes, ko je življenje tako napeto, ne? Itak živimo v družbi tveganja, ne? In 100 problemov je, 100 konfliktov, 100 vprašanj, ki jih je včasih ni mogoče niti razrešiti ali pa si odgovoriti na nje, ne? Ampak je treba preživeti nekako, ne? In takrat je treba pač enostavno potrpeti, ne? To, kar je danes vrednota ali pa krepost, ki jo težko najdeš. Še posebej v politiki, ne? Ljudje težko potrpijo kaj, ne? Ampak je potrebno, ne? Če ne potrpiš, potem reproduciraš lahko konflikt in potem je še slabše, ne? Okej, morda včasih tudi pretirano iščem nek dogovor, ne? Kdo bi dejal, da nisem odločen na prvo žogo, ne? Kar je za politika lahko slabo. Odvisno pač tudi od funkcije, ne? Včasih je tudi preudarnost boljša kot imeti sposobnost hitre odločitve, ki je lahko napačna, ne? Ne vem, če sem jih naštel 5, ampak to je najtežje govoriti o svojih plusih, ne? Še težje po minusih. Ja, zdaj bo pa morda malo bolj izzivalno vprašanje. Namreč kandidat za predsednika ste, predsednika države, in ali imate, recimo, ali lahko naštejeva 3 take lastnosti, ki naj bi jih imel predsednik, da bi res lahko deloval v dobro vseh državljanov? Ja, mislim, da jih imam, ne. No, ko so prej govorila o preudarnosti, ne, in strpnosti, to sta gotovo že 2 taki, ne, značilnosti, ki jih mora imeti predsednik, ne. Tudi demokratična usmerjenost, recimo, ne, je ena od takšnih, zbujati mora tudi zaupanje ljudi. Brez tega ni nič, ne. Kolikor ljudje ne zaupajo vate, ne, seveda te tudi ne volijo. Včasih moraš predstavljati tudi nekoga, ki se je sposoben odločiti tudi na mesto ljudi, ki se ne zmorejo odločiti v dane situacije, ne. Tudi treba to odgovornost prevzeti nase, ne. Vse to bi skoraj moral predsednik imeti, pa še marsikaj drugega, ne, poleg političnih in diplomatskih veščin, izkušenj, zagotovo tudi znanje, ne. Morda še kakšne druge vrline, ki so pomembne za nekoga. Ja, zdaj je tako. Lahko rečem, po mnogih teh sem kar konkurenčen, ampak jaz še ne poznam vseh svojih nasprotnikov, ne. Lahko se pojavi še kakšen boljši, recimo, ne, ki je bolj, tako da bo tekmo zagotovo negotova, ne. Jaz si bi želel čim več dobrih, zato da bi bila tudi kampanja malo bolj kulturna, kot so bile vse dosedanje, in pa da bi ljudje imeli več izbire, ne. Najslabše je, če nimajo dovolj dobre izbire. Če se bo pojavilo več kandidatov, kvalitetnih, potem se tudi, bi rekli, ljudstvo ne more zmotiti, ne. Če pač nisem izvoljen jaz, bo pač do drugi, ki ima določene kvalitete za predsednika, ne. Jaz upam, da vendarle da bo izvoljen dober predsednik, kakorkoli že. Poglejte, doktor Zver, če čisto iz sebe izhajam, pri sedanjem predsedniku, doktorju Türku, pogrešam, da bi bil predsednik tudi drugače mislečih. Ali ste dovolj široki, da boste glede na svojo desno usmerjenost znali sprejemati tudi drugačnost na drugi strani? Ja, jaz sem to že v nekaj intervjujih tudi obljubljal, ne, in to kanim tudi storiti, recimo, če bi bil izvoljen, ne. Včasih se je potrebno še bolj potruditi, če hočeš biti res predsednik vseh, torej državnik, ne politik na tej funkciji, še bolj približati s kakšnim dejanjem nasprotnemu političnemu polu, ne.
Mi bi, resnično bi bilo dobro, da se ne zameriš tistim svojimi dejanji, seveda tistim, ki niso tvoji politični somišljeniki. Na to je treba paziti. Bolje, da se izogneš recimo vprašanjem, ki delijo. Saj politika je v bistvu partikularna stvar, deli ljudi, in potem ti deli med sabo tekmujejo, kdo bo zmagal, recimo se to je značilno za demokracijo. Ampak za predsednika ne. Predsednik ni torej politik takega kova, ampak mora biti predstavnik občega interesa nacije kot take, vseh državljanov, in zaradi tega se mora tudi vesti ne kot politik. Ampak kot državnik jaz upam, da bi bil sposoben tega, recimo. No, sicer verjetno tako ali tako ne bi kandidirali. Na vse zadnje, tu gre tudi za neko stvar osebnega poštenja. Vam poštenje veliko pomeni. Poglejte, jaz včasih sama rečem, če bi bila mlajša, pa da bi imela priložnost, tako kot jo nekateri imajo v življenju, ali bi, recimo, zbrala dovolj moči, dovolj poguma, da bi kakšni slabi stvari rekla ne. Recimo, v bistvu vaša leta so pravzaprav ravno prava. Je že dovolj te zrelosti, dovolj recimo tega odnosa, razmišljanja, kaj je prav, kaj ni, po drugi strani pa še vedno zelo čili možgani. Ja, recimo, da so prava leta. Poštenje igra izjemno pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. Morda smo to vrednoto na ravni politike dostikrat zlorabili. Vsi so se imeli za poštene, pa so razumeli poštenje včasih predvsej drugače. Poštenje je pomembna vrednota in kot tudi mnoge druge. Tudi neka, prej sem pozabil omeniti, osnovna elementarna solidarnost do ljudi. Dan danes, ko je kriza, ko ljudje težko živijo, je ta element še posebej prisoten, da vidimo drugega, da lahko tudi pomagamo. To se mi zdi pošteno in fair, recimo, da pomagaš tistim, ki si težko sami pomagajo. Jaz osebno kot evropski poslanec kar precej pomagam ljudem. No, ravno tudi tule sem prebrala, poglejte, prebrala bom ne vaše politične funkcije, ampak take, bi rekla, zasebne ali družbene. Na lokalni ravni ste član prosvetnega društva Destrnik, ustanovitelj športnega društva Urban, član šahovskega kluba Urban. Piše tukaj, da igrate v 3. državni ligi. Bili ste ustanovitelj društva Ivan Cankar in član upravnega odbora humanitarne organizacije Vrtnica. Malo več boste o tem povedali. Ste tudi član Zbora za republiko in glavnega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in tudi sicer ste na humanitarnem polju dejaven kot posameznik, dajete štipendijo, botrstvo, šolnino, socialno pomoč in drugo. Poglejte, predno bova o tem malo več povedala, naj vam povem, da sem imela nekoč pogovor z nekim dokaj poznanim gospodom in ko sem mu takole vprašanje zastavila, kaj naredi čisto konkretno, je rekel, spodbujam. Torej, pri vas je verjetno drugače. Čeprav razumem, vi dajete, vi podpirate, vi pravzaprav od tega obilja, ki vam ga je na nek način življenje ponudilo, dajete tudi drugim. Ja, pa ni razlog ta, da z denarjem jaz ne znam upravljati, ampak tudi sicer, imamo tudi nek etični kodeks, moram priznati, v stranki, ki zahteva, recimo, da damo kakšno štipendijo. Jaz sem do nedavnega dal celo 2, zdaj še 1. Socialno pomoč tudi, botrstvo, recimo, pa že nekaj let za afriške otroke. Tako da, pa tudi sicer moram reči, da dobršen del dohodkov gre za ožjo in širšo družino, ki je pač ta hip malo slabše situirana. Tako da na tej funkciji evropske pač jaz ne bom obogatel, pa tudi ni nenazadnje moj cilj. Jaz sem recimo večji del svojega življenja imel kar solidno plačo, lepo plačo, pa smo več ali manj ves denar vlagali vase, v učenje, v knjige, v študij, tudi dopust, potovanje in tako dalje, bolj v kvaliteto življenja kot v imetje. Kar se imetja tiče, smo malo nižje, recimo.
Včasih se politiki skrivajo svoje imetje, ker ga imajo preveč, ali pa bi bilo nedostojno povedati, koliko ga imajo iz raznih razlogov. Ne? Jaz imam ravno obratni problem. Ampak se nikoli ne bojim za prihodnost, ker želim vedno delati, ne? In se bom tudi preživel, pa še kakšnega zraven. Poglejte, ali ta vaš etični kodeks, ne? Jaz sem že slišala zanj, po drugi strani pa nikoli se ne sliši, da je pravzaprav v stranki SDS na nek način, da ste zavezani, da delujete tudi humanitarno, tudi socialno. Čemu pripisujemo to? Ali vas nihče ne vpraša, ali tega ne obešate na veliki zvon, ali morda nekdo ne želi, da bi se to razvedelo? Morda vsega po malem, ampak ni namen, recimo, zdaj, da bi se preveč hvalili s tem, potem bi kdo očital, da to instrumentaliziramo za kakšno politično korist. Res pa je, da omenili ste Vrtnica, ne, pa društvo Ivan Cankar, imamo tudi take plese, ne, na katerih se zbira denar za kakšen namen. Tudi stranka štipendira, ne, preko tega fonda, tudi sicer plačujemo kar precejšno članarino, ne. Vsi poslanci, tudi nacionalni poslanci v nacionalnem parlamentu, tako da se nabira nekaj denarja tudi za te namene in seveda to na koncu ne rezultira v množičnih štipendijah ali pa socialnih pomočeh, ampak vendarle se čutimo dolžni, kljub temu, da resnici na ljubo poslanske pisarne ali poslanske plače v našem parlamentu niso tako zelo visoke, da bi dali velik delež, ampak če že vsak mesec daš 100–150 evrov za kakšno štipendijo, je to že veliko, ne? Ja. Še nekaj mi povejte, vaša izkušnja, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnilo v drugo smer. To je zdaj še tisto zadnje, tretje vprašanje, obvezno. Jaz sem kar nekako linearno živel, ne? Sem sproti pridobival določena znanja pa izkušnje, ki so me potem pomagali prebijati skozi življenje. Prej sem na primer omenil tisti stik z našo zgodovino, z politično misel, s katoliško politično mislijo. Mislim, da mi je tisto kar precej obrnilo ali pa spremenilo malo smer političnega razmišljanja, ne? Ker sem doživel taki svojevrstni kulturni šok, ne vem, kasneje mogoče tudi, ko sem šel na kratko študirati, recimo v tujino, tudi tisto je zame predstavljalo velik kulturni šok, pa potem morda, ko sem šel z univerze v vlado, k dr. Jožetu Pučniku, tudi to je name naredilo močan vtis in me tudi usmerilo kasneje, recimo, politiki, ne. Torej, je kar nekaj mejnikov, ne. Tudi, ko dobiš prvega otroka, recimo, je to ena taka pomembna prelomnica v življenju, ne. Dve hčerki imate, kaj ne? Pa eno sestro, recimo, če greva malo na to vašo družino. Imam sestrico, ona je relativno hitro šla od doma, je šla potem v gostinsko šolo na Bled, pa potem več ali manj živela na Gorenjskem in na Štajerskem. No, jaz sem dobil prvega otroka leta 1985 že, takrat sem se tudi prvič poročil. Nekaj časa smo živeli celo v študentski sobi, so bili zanimiva študentska leta. Taka prava študentska družina, ne? Ja, z otrokom, z manco. No, potem smo se pa preselili na Štajersko, tam 88–87 in si uredili tam stanovanje. Vendar je bil vedno problem. Službo sem imel vselej tam, kjer ni bilo stanovanja, tako da sem imel že takrat v mladosti kar precej vožnje sem in tja. Ko smo recimo službo v Ljubljani, pa živeli smo na Ptuju oziroma Destaniku pri Ptuju. Na nek način mi je družina veliko pomenila, ne, težko bi se že takrat odselil jaz v Ljubljano, ostali bi živeli pač tam, ker takrat je bilo težje priti do stanovanja, kot je danes, ne, veliko težje. Kreditov nisem dobil, ne, takrat za nakup stanovanja mi niso dali, tako da ni postalo drugega, kot smo se vsi skupaj preselili na Štajersko,
kjer je bila vse hrana. Ne. No in hvala Bogu, kasneje je tudi žena dobila službo v zavodu Dornava. Mi smo se, moram reči, kar težko od začetka preživljali. Ne. Kasneje, v sredi 90 let, pa smo se preselili v Ljubljano in takrat je bilo lažje, ker smo bili skupaj. Povejte mi, kaj počnete v svojem prostem času, namreč tistem prostem času, ki ga nimate. Ja. Torej, obiščem vnuke, ne. To mi je prva prioriteta. Ne. V Domžalah imam Urbana pa Tarjo, na Štajerskem pa Tristana. Ne. To je od druge hčerke sin in recimo včeraj sva 2 uri si vzela zase, sva šla v gost, seveda tudi žogo sva vzela na igrišče, malo sva igrala nogomet, potem pa domov po kakšne uri pa pol, recimo, ne, in to so zlati časi, ne, ki jih lahko preživiš z vnuki. Seveda pa tudi žena ima 2 vnukico in vnučka, ne, je tudi ona 2 sta me posvojila, recimo, tako da jaz vedno govorim, da imam kar 5 vnukov, ne. In včasih nama žena uspe tudi Podljubelj na vikend, ne, ker je res pravlično okolje gor v Podljubelju in tam preživiva kakšen dan oziroma kakšen vikend, ampak bolj poredkom. Kaj pa šport? Me zanima. No, hvala Bogu, šport ohranjam, koliko se le da, zlasti tenis, da pa gre tudi košarka in nogomet in pa seveda šah, če je le možno, ne. Zdaj, šah je ena oblika športa, ki ti pač je najlažje dostopen, ker ga lahko nenazadnje tudi z računalnikom igraš, ne. Tako da šport mi tudi precej pomeni zaradi ne samo nabiranja kondicije, ne, in fizične moči, ampak da prideš se s prijatelji skupaj in kakšno rečeš, ne. Tudi kakšno pivo mora biti po tenisu, recimo, ne, in pa predvsem kakšen pogovor, ne, med nami, ne. Poskušam vsak teden igrati tenis, ne, ali pa vsaj enkrat na teden vse dober sprehod, če že ni tenisa, tako da pač telo potrebuje svoje, ne, in tudi ko sem v Bruslju, dostikrat grem zjutraj teč, imam stanovanje blizu enega čudovitega parka in se tam pridružim množici tekačev, Brusljičanov, ki skrbijo za zdravo telo, recimo. Kaj pa recimo kultura? Bruselj nudi verjetno marsikaj. Imate radi glasbo, gledališče. Verjetno za gledališče je težje zaradi jezika, to vendarle ga človek najraje in najlažje gleda v svojem materinem jeziku. Ampak recimo kakšni glasbeni dogodki vas kaj takega tudi privlači, zanima? Ja, mi bolj malo izkoriščamo, ne vem, kakšne koncerte, včasih vendarle gremo kam. Zdaj sem si recimo zaželel Bruce Springsteena, pa verjetno, da bo mogoče. Ldivo pridejo v jesen, malo sva se z ženo pogovarjala, da bi šla poslušati v Stožice, ne. So ti mega koncerti, ki bi jih zelo rad obiskal, ne, pa mi vedno ne uspe. Bil sem tudi recimo pred leti na koncertu romskega orkestra iz Budimpešte, Gypsy Orchestra, perfekten koncert je bil, recimo. Na nek način pa sem zelo povezan z ljudskim petjem, ne, ker tudi moja mama poje v enem pevskem zboru. Ste vi kdaj peli? Tudi jaz sem pel. V osnovni šoli, kasneje začel glas montirati in sem bil verjetno manj zaželen, ampak peli smo pa tudi doma veliko. Moj oče je pel celo življenje, pri pevskem zboru seveda, in tudi ko so sorodniki prišli skupaj, ne, so njegovi bratje pa sosedi so prav lepo zapeli, ne, in včasih se je veliko pelo na vasi, ne. Danes se manj poje, ampak tudi včasih, ko potujemo, recimo z avtom iz enega kraja v drugega, z vnuki kar pojemo. Se pravi, tradicija vendarle gre naprej, družinska. Bi želel, ja, podaljšati.
Glejte, kaj pa berete, dr. Zver? Namreč, zdaj vas že toliko sprašujem, ko pravzaprav ne vem, kje jemljete še čas, razen mogoče na račun spanja, pa vendar, če človek ne spi, lahko tudi počasi zboliš. Upam, da se to ne dogaja. Zadnje sem vzel v roke, ko sem šel iz kar naporne poti, Bruselj, München, Graz, Kočevje, recimo, sem vzel na pot v sredo Efrena Kišana, gre za znanega izraelskega humorista, ima kar precej že v slovenščino prevedenih del. Njega berem rad, predvsem zato, ker te sprosti, ker piše duhovit, kratke humoreske in se seveda lahko nasmejiš. In pravi mojster je, vsak stavek je posebej duhovit, ne samo celotna zgodba. Tako da njega veliko berem, drugače pa bolj strokovno literaturo, z leposlovjem. Nažalost, imam premalo stika. Dr. Zver. Tudi zgodbice, recimo, zdaj zvečer, pravljice. Ja, pravljice, se pravi počasi spet Sneguljčice in Rdeče kapice in podobne zgodbice. Tako ljudje spet ponovno obnavljamo ta repertoar iz otroštva. Poglejte, glede na to, da ste pač predsedniški kandidat, povedali ste že to, objavili, ne na zadnje ankete, kolikor sem pač uspela spremljati zdaj zadnje čase, ne več kaj dosti, ampak dosti vam kar dobro kažejo. Kaj je pravzaprav tisto, kar nam lahko ponudite? Predsednik države ne more ponujati nekega blagostanja, zato ker so prvi vrsti za to namenjene parlamentarne stranke, ki oblikujejo vlado, recimo, in oni imajo tudi denarne inštrumente, da lahko pripeljejo državo, recimo, na zeleno vejo. Lahko pa ponudi predsednik neki splošen program, kar pa ga mora biti. Ne mora biti ta program ene politične opcije ali ene stranke. Lahko govori v okviru svojih pristojnosti, ki jih ima po ustavi in zakonu, recimo te pristojnosti ima z področja obrambe, lahko zagotovi, da bo država pod njegovim predsedovanjem recimo varna. To bi recimo lahko sodilo v predsednikov program, da bo mednarodno ohranila ugled, ki ga ima v mednarodni skupnosti, ali ga še krepila, recimo. Ne more pa obljubljati recimo socialne države ali pa nekih drugih konkretnih doneskov, kar včasih ljudi bolj zanima. Torej, predsednik mora stati na neki ravni občusti, zato ker bolj predstavlja državo sicer navznotraj, pa tudi navzven in predvsem skrbeti za njen ugled. Mogoče še škoda, ne bom vas še spustila, še 2 minutki imava. Zanima me, ali imate radi živali, glede na to, da prihajate iz kmetov, imate kakšnega kužka, mucka ali kaj podobnega? Imamo 2 kužka. Eden med njimi je samojed, bel. To je tako medvedek, ne? Ja. Imamo tudi 2 muci. Vnuk bi želel še zajčka, pa kakšen hlevček, pa še kakšen kokoško, pa piščančke, ampak bomo videli, kako bo s tem. Zaenkrat nimamo možnosti, recimo, da bi imeli še več živali, ampak že čuvati in skrbeti za te je kar precejšno delo. Najprej mora seveda zagotoviti neko varnost, ograjo okrog hiše, to sedaj imajo. Je pa kar precej dela. Otroci bi vse imeli, potem pa starši morajo skrbeti za to. Ali pa detki in babice. Dr. Zver, hvala lepa za tale pogovor. Najin čas se je tako rekoč iztekel. Zelo me veseli, da ste bili pripravljeni govoriti takole osebno. Seveda nisva mogla mimo politike, kajti ste politik, poznamo vas kot politika in ne nazadnje si obetamo, da boste tudi še naprej, naj si bo kjerkoli bo že ta vaša pot, za nas še kaj dobrega storili. Hvala lepa. Hvala tudi vam. In naj vam bo življenje morda malo lažje, vsaj kar se tiče teh večnih potovanj. Hvala.